Gozd in naše sobivanje v njem. Gozd je z gozdnim drevjem strnjeno porasla površina. Gozd se trajno ohranja z medsebojnim delovanjem oziroma interakcijami živih organizmov in ekoloških dejavnikov. Prav tako kot med slednjimi pa v gozdovih prihaja tudi do interakcij med ljudmi in različnimi okoljskimi vlogami. Gozdovi so pljuča zemlje, saj se v njih vrši fotosinteza in ustvarja kisik, ki ga nujno potrebujemo za preživetje. Gozd ljudi in naselja ščiti pred snežnimi in zemeljskimi plazovi, hudourniki, močnimi vetrovi, poplavami in snežnimi meteži. Vendar pa v današnjih časih s prihodom novih turističnih ponudb in načinov rekreacije, pa tudi novih dediščinsko-varstvenih sklepov in zakonov, ki se nemalokrat postavljajo po robu prej naštetim dejavnostim, prihaja do križanja različnih interesov različnih skupin ljudi, kar nemalokrat pripelje do sporov. Tako se, kljub temu, da skoraj 60% Slovenije prerašča gozd, ljudje velikokrat ne znajo in ne morejo dogovoriti, kako si bodo ta prostor razdelili. Zlasti se ogrožene počutijo gozdarji, drvarji, lovci, gobari in čebelari. S prihodom novih rekreacijskih možnosti so resno ogrožene njihove dejavnosti, saj športniki in rekreativci nemalokrat grobo posegajo v okolje in s tem negativno vplivajo na njihove dejavnosti. Rešitev teh in podobnih problemov je po mojem mnenju v razločitvi in jasni označitvi poti za različne dejavnosti in športe. Pohodniki, kot najstarejši rod rekreativcev v gozdovih, so gotovo upravičeni do svojih poti, v katere ostali športniki ne smejo posegati. Vendar pa morajo zato drugi športniki, tu mislim zlasti gorske kolesarje, prav tako dobiti svoje označene in za njih rezervirane poti, na katerih se lahko nemoteno in brez stresnega vpliva na okolje in ostale ljudi v gozdu športno udejstvujejo. Mnogi ljudje si življenja brez gozdov ne morejo predstavljati, saj jim ta nudi bodisi življenjski in službeni prostor, bodisi prostor za športno udejstvovanje in sproščanje. In kot je nekoč rekel znani angleški pesnik William Wordsworth, narava nikoli ni izdala srca, ki jo je ljubilo.